Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Že vrsto let ob tem prazniku svetega Andreja pripravlja naša skupina Karitas razstavo. Tako tudi letos in zato bi najprej pozdravila naše umetnice. Danes razstavlja gospa Neva Šušmelj, ki se žal ne more poglasiti tukaj, ker je odsotna. Njeni izdelki so glavnem na mizicah. Naša druga umetnica pa je gospa, tukaj se skriva, to je Anica Stanič. Lepo pozdravljena. Ja, seveda nam je okrasila vse stene, tako da smo ji zelo hvaležni, ampak gremo naprej. Pozdravljam tudi našega gospoda župnika, ki je vedno z nami, nas podpira. Mogoče kakšno besedo ali ne? Lahko, tako ko gledam te slike, veste, pravijo, si zelen od zavisti. Tisto, ko nimaš talenta, potem lahko samo občuduješ. To je ena taka lepa stvar. Hvala Karitas, tudi skupini Karitas in vsem udeleženkam, ki se trudite za to razstavo, ki je vedno povezana s kulturo, z umetnostjo. In to je ena od plasti človekova življenja. Umetnost dviga človeka v človečnost, mu daje človečnost. In to se kaže potem lahko na različnih področjih. Tudi pri tem referendumu, ko smo imeli, smo ljudje ali ne. A smo dovolj zreli in da prepoznamo lepoto življenja. Danes mi je razstava govori o življenju, če prav vidim. 70 let so stare nekatere prve slike, ja. To so tam Soča, v jeseni pa spomladi. No, tale je pa 50 let, Bezulak. To sem na licu mesta slikala. Z barvami, ki mi jih je oče naredil. In pigment je dobil z Egipta, takrat so prihajale ženske iz Egipta in je od sorodnice mož se je s tem nekaj ukvarjal, tudi z mizarstvom in je poslal potem neke ostanke nekih barv, pigmentov in je oče z lamenim oljem naredil to oljnate barve. Je direktno naslikano na tisti furnir, ni bilo ne platna, ni bilo ne čopičev. Čopičev je naredil oče iz teh od prašiča. No in tako da je nastala ta slika, ki je bila vržena že na podstrešje in potem vsa zvita je bila, sem jo dala pod težo, tako da se je zravnala, ker nima niti podlaga, ampak barva, pogledajte, je ostala še vedno sveža, ne. Takole. To je menda edina fotografija z Bezulaka, ko je bil še vlid, ne. Zdaj je tam blizu. Ja, jaz sem prosila gospoda, nam kaj predstavi, bom pa še malo nadaljevala, potem bo pa še ona povedala, torej slikarska dela niso le barva. Na platnu so misli, so občutki, ujeti v določenem trenutku. So tudi zgodbe človeka, ki to ustvari. Te zgodbe pa lahko vsak na svoj način prebere. Torej razstava nas zato spodbuja k temu, da svet vidimo lahko z drugačnimi očmi, ker ne vidimo vsi enako, ne? In ne občutimo vsi enako. Torej, prav je pa, da v umetnosti prepoznamo bogastvo človeka, ker vidimo, takrat, ko si ogledamo razstavo, vidimo del tega človeka, spoznamo del človeka.
Pred nami je umetnica. Je umetnica, ki ima, ne moram verjeti, že 92 let. Še vedno ustvarja s pravo mladostno radovednostjo, toplino, kar nam sije iz slik. S svojimi deli nam dokazuje, da umetnost nima starosti, da se ne stara, da ustvarjalen duh ne pozna meja in da človek ostaja mlad, dokler ga žene želja po ustvarjanju, po izražanju, po opazovanju. Dolga leta je bila učiteljica, kot tudi jaz, ampak jaz nisem umetnica, niti približno. In je risanja, učiteljica risanja, in je mnogim generacijam mladih odpirala svet, v svet umetnosti, vrata v svet umetnosti, jih spodbujala, da ustvarjali, da so ustvarjali, da so opazovali naravo in drugo dogajanje. Torej, dokazuje nam, da se človek nikoli ne neha učiti. Tudi ko je star. Tudi, da je torej, pravzaprav umetnost lahko sopotnik človeka, sopotnica človeka, vse življenje. Voda, draga gospa Anica, v imenu vseh zbranih se vam zahvaljujem za vaše delo in za pogum, da svojo zgodbo delite z nami in da ste tukaj danes, tako da smo prav počaščeni. Jaz gospe nisem kaj dosti poznala, malček na videz, zdaj jo bom pa malo bolj. In ko bom si ogledala njene stvaritve, pa gotovo še bolj. Hvala lepa. Rekla sem, da če bo kaj narobe, kar bom povedala, da naj me popravi. Se v redu, ja. Hvala. Hvala. Nisem se zakovala tega, ker sem se skozi bolj skromna in kaj ne povem, da sem zelo rada risala že od otroštva, da so moje otroške risbice potovale čez morje v Egipt, jih je oče pošiljal mami v pismih. No, kasneje pa s 15 letom, ko sem potem šla v nižjo gimnazijo, takrat smo rekli nižja gimnazija, je bil moj mentor akademski slikar iz Šempetra Hmeljak in on je tudi želel, da bi šla naprej študirati slikarstvo, samo situacija je bila taka, da se je vse spremenilo in sem končala na učiteljišču. Dobro, ni mi žal, ker sem se ukvarjala stalno tudi s tem delom, poleg pedagoškega dela, tako da sem v glavnem polno risala. Koliko je čas dopustil. Upam, da sem nekaj tudi svojim otrokom, učencem dala neko vzgojo in ljubezen do narave predvsem. Rada slikam cvetje in to vse tole iz mojega okolja. Tako kot Bazulak je nastal, recimo zdaj ta zadnje Vlamandarja, tam skala gor, ko teče hudournik po navadi. Mi pa oči pešajo, tako da ne vem, koliko časa bom še lahko kaj naredila. K sreči vidim še barve. No, mi vam želimo vsekakor, da bi Hvala lepa. kar podaljšala vaše ustvarjanje. S tem je torej razstava.